Sem vesel in počaščen, da se je predsednik v teh nelahkih časih vzel tudi čas in je prišel na Bled, da pospeši in pomaga pri mislimo problema Bleda, to je sanacija jezera, ki je osnova ne samo našega, ampak vse slovenskega turizma, se mi zdi. In tukaj so bili predstavniki države, civilne iniciative in naše občinske uprave. V bistvu smo hoteli dati sporočil, da smo se dobili zdaj skupaj, da kar je bilo, je pač bilo, da vemo, da nosimo vsi, če ne uradno, pa moralno odgovorno smo pa vsi enako. In se že poznajo rezultati in tudi ta obisk mislim, da je bil en velik prispevek. In še to, kar je predsednik zdaj nas še enkrat povabil čez 2 meseca pa pol, da bomo videli prve rezultate tega njegovega obiska tukaj. Opozarjate v bistvu dolg časa, ne? Ampak pa se dolg ni nič zgodilo. Se je Zreda se je res to moglo zgoditi, saj malo pozabljamo tudi tukaj, da je bilo posebno klimatsko stanje, da take jeseni zime še ni bilo, je tudi idealno, ampak prav. In zdaj, da ni bilo veliko ljudi na Bledu, ne vem, bi še več teh slik s takim jezerom, ki se ga ne želi Slovenija, nihče, ki ima rad naravo in to dediščino, ki imamo tudi kulturno, se ne želi takih slik, da bi hodili po svetu. No, zdaj je na videz seveda jezero precej lepše, ker se vidi gori bolj polen, cvetni prak, ampak bo spet prišlo do tega, če ne bomo nič ukrenili. Ampak se je na državi, se je kaj premaknil? Se je, moram reči. Kaj konkretno? Ja, pripravlja se uredba, kar je osnova in kot smo slišali, bodo šli takoj v pregled vseh že delujočih naprav in morebitna popravila, da vsaj tisto, kar se lahko takoj naredi, se bo naredilo. Ampak to je šele začetek, ne? To je začetek, seveda. Moramo pa sodelovati vsi, od lokalne skupnosti, države s svojim strokovnim službam in tudi samega prebivalstva tukaj, civilne družbe. Cilj pa seveda kaj? Cilj je, da pridemo iz zmernega v dobro stanje. Cene 3 od 5, vsaj na 4, kar je pa že kar dobro za vsa alpska jezera. Da smo primerljivi z drugimi podobnimi jezeri v podobnem svetu. Stanje jezera je slabo, kaj zaradi prometa, zaradi preveč ljudi? Stanje jezera je slabo zaradi več vzrokov. Zaradi prenosa hranil, previsoka vnosa hranil v jezero kot prvo, zaradi prebremenjenosti in tudi zaradi prometa. Ker ta promet od jezera more preč. Severno smo že precej uredili, ampak ta promet tako ni šel in jezera. Proti Bohinju, to ni obvoznica, to ni samo razbremenilna cesta, to je cesta za Bohinj. Konc pika. In se pravi, da to ni občinski problem, ampak to je regionalni pa državni problem. Druge povezave oni nimajo. Tukaj se moramo počasi tega res vsi zavedati. Ne počasi, zelo hiter in iti naprej. Tudi tisti, ki imajo druge poglede na to, ne gre drugače. Ni še virtualnega prometa, je že kar realno. Hvala lepa. Jaz sem 12. marca, dan pred razglasitvijo epidemije v Sloveniji, prejel pismo blejskega župana s prošnjo, da bi Bled obiskal, zlasti pa, da bi se zavzel za sprejem zakona o Bledu. Izkazalo se je, da je potrebno, koristno, morda celo hitreje ukrepati po drugih, na drug način. Kljub temu, da ta zdravstvena kriza z širjenjem koronavirusa ni končana, pa sem vseeno na prigovarjanje župana danes obiskal Bled. Zelo sem mu hvaležen, da so bili tukaj navzoči tudi vsi, ki so pristojni za to, da se stvari počasi, a zagotovo urejajo. Torej, danes je postalo jasno, da zakon o Bledu verjetno ne bo sprejet, ampak je mogoče v sodelovanju vseh pristojnih inštitucij in občine Bled stvari počasi, a zanesljivo in vztrajno v nekaj letih spremeniti tako, da bo kvaliteta jezera, kvaliteta življenja na Bledu bistveno višja. To je pa točno tisto, kar sodi v en koncept razvoja turizma in turističnih krajev v okviru trajnostnega razvoja.
naša dežela, naša domovina je ustvarjena za trajnostni razvoj, čudovita je, raznovrstna je in če bomo znali čuvati take bisere in vse ostale, če bomo znali usmerjati turizem ne v masovni, ampak v kvaliteten, potem se za prihodnost te dežele ni bati. To odgovornost imamo pa zdaj vsi in se mi zdi, da so županom imela koristen razgovor.